Prosto rečemo, da pride takšna tekma, kot je bila današnja. Ja, čeprav ni lahko to reči, sploh pred polnimi stožicami. Spet je bil lep večer, se mi zdi, sploh prvi polčas, eno res super vzdušje. Pa ja, te gole v nekem neprimernih trenutkih, nismo se znali pobrati, sploh po drugem. Mogoče prvi polčas smo imeli, v drugem polčasu na začetku smo še imeli neke priložnosti, da bi se vrnili, ampak ja, hitro pol tekma šla izpod nadzora in treba gledati naprej, v nedeljo nova tekma. Je bil usoden predvsem tisti drugi gol, ko so šli gostje na odmor z 2-1? Ja, sploh je res bil v nekem neprimernem trenutku, vemo, da je res težko se ponovno pobrati, sploh ko smo se že enkrat po 1-0, ampak se mi zdi, da vseeno v drugem polčasu smo še imeli na začetku neke priložnosti, nek zagon. Pa tretji gol, ko spet malo spremeni stvari in je vedno težje potem držati nek ritem in iskati te gole, ko se ekipa, kot je Norveška, brani z 10 igralci. Ja, pa tako sem rekel, v nedeljo nova tekma, treba se spočiti, gledati naprej in probati zmagati tisto. Pa so vas kakorkoli presenetili danes Norvežani? Ne bi rekel, da so nas presenetili, ker mislim, da v nekem momentu smo tudi mi zelo dobro zgledali na igrišču, smo imeli neke svoje priložnosti, da bi lahko tudi obrnili rezultat na 2-1. Ni se poklopilo, danes je šlo v neka drugo smer. Vemo, ko je nogomet. Razlike so zelo male, ko lahko zgubiš 4-1 ali pa bi zmagali 2-1 na koncu. Danes je šlo na žalost v drugo smer. Še to, ali kaj preračunavate, kaj prinaša, kaj odnaša zadnja tekma? Pa ne, jaz mislim, da iskreno nima smisla. Mi moramo gledati na sebe, da se predstavimo v boljši luči, sploh kot danes, da damo svoj maksimum in da probamo odnesti zmago, pa bomo videli, kaj nam to prinese. Kaj reči gledalcem, kaj navijačem po takšni tekmi? Verjetno je težko kakorkoli opravičiti to, kar se je zgodilo. Ja, res je težko, zaradi tega, ker so prišli v velikem številu, kljub velikemu mrazu so nas bodrili celo tekmo, hvala jim res na tem. Enostavno oni so svoje delo na tribunah naredili, mi na igrišču nismo, ampak to je nogomet. Danes smo videli, da enostavno smo za vsako napako bili kaznovani. Mislim, da smo si tudi mi ustvarjali veliko priložnost, kjer bi jih lahko izkoristili in bi enostavno rezultat se obrnil na našo stran. Ampak nimaš kaj, to je nogomet in gremo naprej. Ja, očitno so vas tudi malce presenetili, ko so vas tako zlahka prebijali na trenutke. Ne, mislim, da nas niso presenetili. Mislim, da tudi nas niso preveč prebijali, edino pri prvih dveh zadetkih. Enostavno iz druge žoge smo bili preveč odprti. Drugače pa ne moram reči, da so si ustvarjali nekaj preveč šans. Pač enostavno potem drug polčas na koncu, ko smo se mi že odprli, je to neka druga zgodba. Ampak mislim, da če bi izkoristili vse naše priložnosti, da bi bilo čisto drugače. Torej, lahko na koncu rečemo zgolj slab dan, ki se enkrat zgodi, pač vselej pride recimo v vaših karierah. Ja, enostavno, to je nogomet, ne more vedno iti vse po lepi poti. Tukaj so vzponi in padci, imeli smo jih že, pa smo se dvignili, tako da pač ni prvič in vemo, kako priti iz te situacije, tako da se ne bojim, samo trdo delati, biti pozitivni skupaj, kakor smo vedno in to je to. Jan, verjetno ste morali pred kamerami in mikrofoni že večkrat pojasniti danes, kaj se je dogajalo, pa morda še enkrat, torej naloga kapetana je, da predstavi, kaj je bilo narobe. Narobe je bilo to, da so zbojili, tako da na koncu, ko je negativen rezultat, normalno, da ni noben zadovoljen. Norveška je kvalitetna ekipa, izkoristila je svoje priložnosti in res se na koncu zadela skoraj z vsake šanse. Mi smo imeli svoje priložnosti in v momentih, ko se tekma nekako lomila in odločila, na katero stran bo šla, so imeli oni več sreče, je šla na njihovo stran in potem z rezultatom v njihovo z prednostjo je bilo na odprtem prostoru njim veliko lažje, zato ker imajo zelo hitre igralce, kvalitetne, kjer te kaznujejo za vsake manjše napake in to se je danes zgodilo. Ampak to je nogomet, to je sestavni del tega. Treba je sprejeti to, da smo izgubili, treba je sprejeti, da smo prejeli 4 zadetke in popraviti napake, ki smo jih danes naredili in v nedeljo se pokažati v veliko boljši luči. Mislim, da ni druge boljše razlage.
Ja, z ostalimi igralci se pogovarjamo, da preprosto pride tak dan v karieri oziroma v obdobju, kot je bil danes. Normalno, prihaja obdobje, no, ne samo dan, tako da upajmo, da je to danes bil samo dan in da ni neke obdobje, ko nekako padeš v to določeno krizo, kjer je vsak strel na gol, kjer iz priložnosti, ki jih imaš, ne zadaneš. Mislim, da temu ni tako in da je to ena tekma, en dan in treba dati glave gor in iti naprej. Preveč razmišljati o tem nima smisla, sigurno da analizirati, popraviti napake, ampak gledati naprej, pozitivno naprej in iti v naslednjo tekmo samozavestno. Ta pogled naprej, se ukvarjate kaj z matematiko, kaj lahko prinese tekma v Avstriji, kaj lahko odnese? Mislim, da nima smisla neki razmišljati, kaj lahko prinese, kaj lahko odnese. Odigrati tekmo po najboljših močeh, prikazati se v dobri luči. Že prej sem omenil, da mislim, da za mene Avstrija in Norveška spadata v A divizijo in igramo proti močnejšim reprezentancem, tako da izboriti se na igrišču, dati svoj maksimum in normalno narediti vse, da bi prišel do pozitivnega rezultata. Kaj pa prinaša, pa odnaša, mislim, da nima smisla razglabljati, iti v tekmo s pozitivnimi mislimi in po pozitivnem rezultatu.